Gledate Gorenjska poročila na GIF TV. Dobrodelni akciji v Kranju Dobro v srcu mislimo, ki v prazničnem novoletnem času poteka že 6. leto zapored, se je letos pridružila in to na zelo uspešen način tudi srednja ekonomska, storitvena in gradbena šola Šolskega centra Kranj. Dijaki frizerske smeri so pod mentorstvom učiteljev izvedli dobrodelni dogodek Postrizimo Kranj za dober namen. Odziv je bil neverjeten in vsi prešerno praznično razpoloženi. Po novo pričesko so prišli številni stari in mladi, dobrodelni prispevek pa so namenili pomoči potrebnim. Dobrodelnost tokrat malce na drugačen način. Ja, res je, dobrodelnost tokrat za novo organizacijo, ki se je pridružila naši akciji Kranju Dobro v srcu mislimo. To je srednja ekonomska, storitvena in gradbena šola Kranj, Šolskega centra Kranj, in sicer z akcijo Postrizimo Kranj za dober namen. In kot vidite, imamo tukaj lepon salon ljudi, ki so se prišli ostrišti in seveda tudi nekaj prispevajo za dober namen v naši akciji. Kakšni so torej odzivi? Dobri? Kolikor vem, so odlični odzivi, ogromno je prijavljenih, kar bo pa več, pa ne bi dobili priložnost tudi se, da se kasneje ostrižejo. Kakšen je točno namen vse te akcije? Ja, v Kranju Dobro v srcu mislimo pravzaprav že 6. leto zapored, pomagamo družinam v stiski, v letošnjem letu predvidoma 21 družinam. Smo pa doslej pomagali že okoli 90 družinam in posameznikom, zbrali smo že okoli v teh 5 letih preteklih okoli 120 000 evrov, največ smo zbrali 30 000 evrov, upamo, da bomo letos ta znesek presegli. December, mesec obdarovanj, naj bo torej dober za vse. Ja, tako je in lepo, ne ob tej priložnosti tudi povabim 21. decembra v mesto, na glavni trg, na dobrodelni bazar in dobrodelno kuhanje, kjer boste prav tako lahko prispevali za dober namen. Frizuro že imate lepo, ne izgleda, da se boste še kaj polepšali. Ne, jaz sem naročena na fin frizuro, malo kasneje čakam na vrsto, ker vidite, da je kar veliko prijavljenih, kar nas zelo veseli, da je tak odziv, vsako leto kar velik odziv teh posameznikov, organizacij, ki pristopijo in to nas seveda najbolj veseli. Glede na to, da so danes tukaj 3. letniki programa srednje poklicnega izobraževanja, kar je osnovnega frizerstva vse. To pomeni od same nege, striženja, barvanja, toniranja, svetljenja. Najbolj pomemben pa je pristop, odnos in komunikacija do modelov, naprej v stranke. In pa še, zakaj danes ta dogodek nam izredno prav pride? Zato, ker grejo 3. letniki za pol leta na prakso v salone in se vračajo nazaj na zaključne izpite. To pomeni ogromna nadgradnja osnovnemu znanju. Ja, stranke so zelo zadovoljne, torej res že obvladajo. Jaz sem tudi danes zelo presenečena nad samim dogajanjem, kako smo se dobro organizirali, sama izvedba, ker veste kaj, pomembno je, če so dijaki dobre volje, sproščeni, potem tudi ni problema, da pokažejo svoje pridobljeno znanje. Še nekaj vaših misli ob zaključku leta? Naj bo vse dobro, da se imamo vsi dobro, da smo vsi zadovoljni, nasmejani, ker samo tako premagujemo ovire in to življenjske ovire. Letos ste se priključili dobrodelni akciji, torej dobro v srcu mislimo. Res je. In jaz pravim, kdor dobro v srcu misli, je prvi korak, kdor pa to še v dejanje, je pa nekaj res vredno. Odkot ideja in na vaši šoli, da ste sprejeli to pobudo? Pravzaprav ideja o humanitarnosti je že kar naša rdeča nit, da smo pa to nekako slovili na frizersko področje, mogoče tudi iz izkušnje iz preteklih let, ko smo podobno akcijo humanitarno izvedli z Kraljev ulice. Potem pa v razgovoru moj pomočnik Miha Povšič tudi nekako je prišel na idejo, da bi pa le sodelovali morda še z lokalno skupnostjo in razširili to malo širši izvenšolski prostor. Ja, odziv je fenomenalen. Odziv je tako velik in nepričakovan, da smo morali nekaj jih kar odsloviti oziroma, kot sem že omenila, podarili smo jim kupončke, s katerimi se bodo lahko oglasili po akciji.
December je nekako mesec želja, obdarovanj, kakšne so vaše misli? Predvsem to, kot sem že omenila, da res dobro v srcu mislimo in to tudi pokažemo navzven. In da širimo dobro, kajti le tako se mi zdi, da smo kot skupnost in kot močnejši. Uroš, tale frizura je pa super. Hvala lepa. Že vse obvladate v srednji šoli. Pa tako, nekako, neki že obvladamo, neki se rabimo še naučiti. Bomo videli. Je lepo sodelovati v humanitarni akciji. Ja, seveda, logično, radi pomagamo. Vsi, pač, zato. Odziv je danes dober. Pa dober, bi bil še boljši, smo zadovoljni. Modni trendi bolj, fejt, frizura iz nule. To je to. To je nekaj najboljšega pač, kaj zdaj največ mladine nos. Kaj si želiš v novem letu? Težko vprašanje. Nič, uspeti v striženju, čim več zaslužati s temu, pa se zboljšati, pa pomaga čim več. Zelo lepo si povedal, hvala lepa. Hvala lepa, lep dan. V Kranju dobro v srcu mislimo tudi danes z lepšo pričesko. Ja, poglejte, res enkratno moram priznati, da Matic je bil res enkraten. Mogoče sem mu malo privilegijev, ker so mi dali v bistvu podprvaka, zmagal je, oziroma bil je drugi na tekmovanju v Avstriji, kar je velika čast tako zanj, kot predvsem za to šolo. In danes vidimo, kakšen interes Kranjčanov in Kranjčank je za to akcijo. Vidimo, da mladi delajo neprestano, brez odmora, ampak gre res za dober namen. Postrezimo Kranj za dober namen, tako da jaz se zahvaljujem in vodstvo šole, predvsem pa mladim frizerkam in frizerjem za to, da so pripravljeni pristopiti k tej akciji, ko pomagamo tistim, ki pomoči najbolj potrebujemo. In vemo, ta predbožični, božični, novoletni čas, ko vsi prejemamo nekatera darila, medtem ko kar velik del naših, tako rečem, soobčanov pa dejansko je brez tega. Zato sem zelo vesel, da se in podjetja in posamezniki in potem takele skupine odločajo za pomoč. Skupaj so zbrali 1390 evrov, ki bodo namenili družinam in posameznikom v stiski, ki sodelujejo v akciji V Kranju dobro v srcu mislimo. Tako so se dijaki Srednje ekonomske, storitvene in gradbene šole Šolskega centra Kranj z veliko vnemo lotili izjemnega projekta. Hvaležni smo prav vsakemu posebej, ki prispeva po svojih zmožnostih. Vabimo vas, da skupaj z nami pomagate ustvarjati boljši svet, lepši jutri. Skupaj zmoremo veliko. Ponosni smo, da ponovno dokazujemo, kako veliko srce ima Kranj. Drage Kranjčanke, dragi Kranjčani, tudi za stenami našega čudovitega mesta se marsikje skrivajo stiska, obup, lakota in nemoč. Vsako leto Kranjčani odpremo srca in v tem prazničnem času pomagamo someščanom, ki so se znašli v hudi stiski. Naj bodo kranjske ulice v prihajajočem letu polne otroškega smeha, radosti in objemov za vse prebivalce našega mesta. Odprimo srca in v prihajajoče leto vsi skupaj stopimo polni upanja, radosti in veselja. Bodimo sprememba, ki jo želimo videti. Pomagamo lahko z donacijami na račun Zveze prijateljev mladine Slovenije ali Društva prijateljev mladine Kranj. S klicem na številko 1919 Kranj 5 prispevate 5 evrov. Akcija traja do 22. januarja 2025.